Koncept zložljive mobilne hiše in tak hiter predogled, tako, kaj vse se je dogajalo v ozadju. Kje je ideja? Prva stvar. V Avstriji sem delal priložnostna dela, kjer smo opremljali en objekt in že tam sem se začel spraševati, kje potekajo vodne inštalacije, električne inštalacije in tako dalje. Druga stvar. Na internetu sem gledal en video, kako se v bistvu en kamion, ki bi naj prevažal sadje in zelenjavo, v bistvu razstavi in je noter dron, ki se dvigne v zrak in v bistvu začne streljati rakete. Gre za v bistvu neke vojaške taktike, ampak princip sestavljanja. Tretja malenkost, intervju enega uspešnega poslovneža, ki se v bistvu ukvarja z prodajo nepremičnin. Te tri stvari so me nekako motivirale, da sem zbral to idejo oziroma to tematiko. In tako se je začelo. Najprej analiza bivalnih prikolic, debelina sten, potek inštalacij, tesnenje oken, tesnenje vrat, premiki, izolacija, pa sem že rekel izolacija, no še enkrat izolacija, ker je itak izolacija v strehi, v podnu in v steni. Zelo podobna zadeva pri pritličnih hišah, ki jih v bistvu sestavljajo v proizvodnji in vam že pripeljejo na sam dom. Malenkost drugačen koncept, malenkost drugačen prevoz in te zadeve v bistvu, ampak zelo podobna zgodba. Drugače pa tukaj me je zanimalo isto, potek inštalacij, debelina stene, razporeditev prostorov in tako dalje. Potem je bilo treba poiskati ustrezne sendvič plošče, ki se bi sestavljale, zamikale. Najdli smo sendvič plošče, kovina, izolacija kovina. Na te plošče se da še dodatno namestiti vezano ploščo ali pa mavčno ploščo. Pa kako bi se zadeva sestavljala in razstavljala. Sestavljala in razstavljala. Wow, hidravlike bo trebalo uporabljati. Ja, točno to. In točno to sem jaz rekel, zato sem se dobil z enim mojstrom iz enega podjetja. On je povedal vse, se pravi, kako bi hidravlike delovale, kak pritisk bi bil potreben, kako sploh hidravlike deluje, da rabiš elektromotor, tlačno črpalko, da je lahko to prenosna stvar ali pa v kompletu s to prikolico, seveda je cena pa dost večja. Pol na koncu sem ugotovil, da bi bilo dobro za začetek, da se stvar postavi ročno. Dost ceneje bi bilo, pa še v bistvu, če ti najprej omogočiš ročno postavitev, lahko pol tudi nadgradiš na hidravlično, pač cena bo dost večja. To je to. Pa je nekdo rekel, divjak, to je vse na hidravliki, kaj pa če hidravlika spusti, se ti bo ja cela hiša prebrna. In pa tudi tukaj smo najdli cel kup nekih variant, rešitev, nekih varovalk, tako da zadeva se ne bi kar tako prebrnila. In pol sam koncept. Risanje, sestavljanje, risanje variant, kako bi se zlagal, kam bi se premikali in tako dalje in tako dalje. Ja, pa sem tukaj risal neke variante, ki so bile seveda neustrezne, pa še neustrezne, skratka igrati se je bilo treba, pa še neustrezne, no pol pa se je le dal počasi narediti nekaj, kar je bilo ustrezno. Zakaj si ti tečen? Kaj bi rad povedal? Hiter povej. Ok, smo razumeli, lahko greš. To so pa zdaj dva taka malo tako improvizoriš modela. In sicer prvi je iz Lego kock. Zakaj je iz Lego kock? Zato, ker jaz sem tukaj pri Lego kockah lahko v bistvu zadevo kadarkoli sestavljal, spreminjal, razlagal in tako dalje. Tukaj not se že vidi umeščeni določeni elementi, ki so vezani na vodovodno in električno inštalacijo. V bistvu vse to bi potekalo znotri na tem fiksnem delu, se pravi kuhinja, WC, kopalnica je tukaj noter. In to, se pravi to, je v bistvu pa narisano že tule, če pogledamo. Tu je ta skica, tu mi je že mentor malo popravljal zadeve, ampak pol na koncu smo mi rekli eno stvar. Ker je po pravilih določeno in predpisano, koliko je recimo razdalja od umivalnika do WC školjke, do tuš kabine, smo rekli, ok, čakaj malo, mi se s tem ne rabimo ukvarjati, dajmo se mi sam to narediti, da se ta stvar lahko zloži, pa razstavi, pa premakne. In pri tem smo pa tudi ostali na koncu. Zato tudi pa na koncu, če boste pozorni, boste videli, ko smo izdelali koncept, v bistvu ni oken, ni vrat, pa ni razdelitve prostorov, ker to v bistvu ostane odprto. Lahko je tako, lahko pride stranka pa reče, jaz bi imel pa tako, v redu bomo tako naredili. Ok, pa, ko sem pa jaz te zadeve tukaj počas dojel, pa tukaj nekako na roke tako narisal, pa si začel predstavljati, kako bi se stvari premikale in tekle, so se pa prenesle v AutoCAD. Tukaj je bilo pol narejenih 1.632.000 risb, hecam se, malo manj jih je bilo, ampak vseeno. Full risb, v glavnem tukaj se zdaj, evo recimo tukaj je varianta, ko se dno premakne. No, evo ta je dobra, Pa se pa tukaj od strani zapre ta del, Tukaj pa zdaj že naslednji korak, In zdaj pa, da sem si jaz to malo lažje predstavljal, kako bi to izgledalo tako v 3D,
sem si pa naredil tale modelček, nič posebnega kartonaste škatle, ne. Se pravi, če si predstavljamo, se zamakne dno ven, se zamakne stena ven in pol sledi pa ta, ne, ta stena, tako, če tako gledamo. Cak. In to je točno to, kle narisam, samo da sem si jaz s tem majčkeno lažje predstavljal. Ne? Gremo naprej. Nazaj bolj težko. Evo, pa smo imeli zadeve v AutoCAD-u in so začele počasi štimati. Ne, niso takoj začele štimati, je bilo še kar cel kup problemov. Ampak, en izmed glavnih problemov je bil tale. Zadeva je bila v rednem prevozu. Pa se pa tukaj pojavil še en problem. Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za gradnjo stanovanjskih stavb. In pa je bilo treba pa upoštevati, da si ti znotri imel dosti prostora, dosti višine, dosti širine, ne? Hkrati pa ni smela biti zadeva preširoka, ne? Da si ti lahko peljal to po cesti kot redni prevoz. In kaj se je pa zgodilo? Dve variante. Prva varianta. Naredile so se ful tanke sandwich plošče, tako 6 cm, 7 in je to padlo v kategorijo rednega prevoza. Ok, vse super fajn, se pravi, to je približno enkrat debelejš, kot imajo recimo avtodomi. To je za sezonsko bivanje čisto super stvar. Druga varianta smo pa naredili izredni prevoz. Se pravi, so bile pa tiste plošče še debelejše, not je bilo še vedno dosti prostora, ampak je bil pač izredni prevoz. No se pa smo rekli tako, če se to enkrat na ne vem koliko let premakne, pač ok, bo pač izredni prevoz. Tako da, to je bilo to. Ovire, ki so se pojavile. Ena izmed njih je bila recimo tale. Naredim jaz full skic na AutoCAD-u, prikolico visoko 4,20 m. To še pade v redni prevoz, ne. In pa mi kolega reče, 4,20 m je sam za Slovenijo, drugače me je drugod povsod po Evropi 4 metre. In kaj je Divjak pol naredil? Rekel je verjetno, se bo samo v Sloveniji to ostalo. Ne, ni res. Vse sem mogel iti popravljati, vse brisati, pa manjšati, pa trimati na 4 metre. Pa je šel en teden. Tako, če koga zanima, zakaj sem tako dolgo delal, se zdaj ve. Sam to je bil problem. Ne, ok, pol je bil recimo računalnik je štekel, AutoCAD je štekel, čaj sem polil po tipkovnici, pa je tipkovnica nehala delati. 5 dni pred zagovorom mi je matična plošča crknila, ampak smo rešili, disk smo rešili, smo prenesli in smo predstavitev naredili. Tako da, ja, pol na koncu je zadeva nekako se speljala do konca, vse je bilo, vse je štimalo in zadeva je zdaj nekako uspešno zaključena, tako da, to bi bilo to. To je to, evo, to je bilo dogajanje v ozadju, kaj vse se je dogajalo, ko je nastajala ta naloga. Meni se zdi, da je bilo to ful zanimivo, skoraj še bolj kot tisti glavni del. Pa na koncu sem bil tako, kaj se pa še sploh lahko zgodi, a lahko še kaj. Tako da ja, upam, da vam je bil video všeč, pa se vidimo. Čau.